Dragi gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes bo naša tema najemi. Najemi, zelo aktualna zadeva v Sloveniji v tem trenutku, ampak mi bomo primerjali, kako vzeti v najem stanovanje v Sloveniji in to primerjamo s kako vzeti v tujini. Zato se nam bo pridružil Maj Berginc, ki je trenutno doštudiral Akademijo igralništva v Pragi in se nam bo tudi po Skypu pridružil iz Prage. Zdravo, Maj. Živijo, lepo zdrav, me veseli, da sem v vaši družbi. Dej, Maj, najprej povej, predstavi se, da vidimo, s kom se pogovarjamo. Sem Maj Berginc, moj stage name je Sebastian Mayberg, v bistvu sem igralec, po vsem srcu pa podjetnik. Preselil sem se v Prago preprosto, ker sem filmski igralec zaradi veliko večjih filmskih priložnosti. Tu pa sodelujem s firmami, kot so Netflix, HBO, Prime Video in podobno. Si iščem razne priložnosti, hkrati pa se ukvarjam tudi z marketingom na različnih socialnih omrežjih. Bravo, Maj. Si pa tudi najemnik, je tako? Tako. Nimaš lastnega stanovanja, seveda, gotovo so ta stanovanja draga, tudi v Pragi, a ne? Ja, so, ja. In je bil potreba po najemu. Zdaj, kako je v Sloveniji? V Sloveniji imamo, Maj, da ti razložim, ker v Sloveniji še nisi jemal v najem, ves čas, kar si to delal v Pragi. V Sloveniji imamo dve vrste najemodajalcev. Eni so zasebni najemodajalci, potem imamo še tukaj državo, občine, ki to dajejo. Kako to izgleda v Pragi? Od koga si ti vzel najem? Kar se tiče Prage, sama Češka republika je precej sproščena država. Se pravi, v bistvu se lahko zadeve, kar se tiče najema, najde kar preko Facebook Marketplacea. To je bila celo moja prva izkušnja tukaj v Pragi, ko sem se preselil tu v prvo stanovanje, preden sem se prvič selil. Sva z punco v bistvu poiskala stanovanje preko Facebook Marketplacea, kjer tudi ni bilo nobenih dodatnih odbitkov zaradi agencije. Aha. Pa kakšni so pa potem, ali obstaja pa tudi to, da dobiš mogoče občinsko stanovanje, kaj takega? Tudi to, ali to nisi nič Seveda, midva se nisva zanimala za razne take zadeve, v bistvu sva si ogledovala razne agencije. Agencija v bistvu deluje na način, da vzame tudi celotno varščino in potem te nekako povežejo z najemodajalcem. Midva sva se pa odločila v bistvu za dve strani. Ena je ta Facebook Marketplace, kot sem jo že prej omenil. Ta druga stran pa se reče BezRealtiki, ki pa deluje na v bistvu površini oglasov. Zaradi oglasov je stran zastonj oziroma se plača članarino. Potem se pa lahko tudi brez agencijskih odbitkov v bistvu najde stanovanje. Tako so se pa v bistvu preselili v drugo stanovanje. Zdaj, tukaj pri nas v Sloveniji imamo tudi vsi, ki iščejo najem, da dobijo ta občinska stanovanja preko skladov, kjer so najemnine nižje. Ampak zato moraš pač ustrezati določenim pogojem, določene cenzuse moraš dosegati, da takšno stanovanje dobiš. Seveda, tam je tudi najemnina nižja. Zdaj, če greš pa na prosti trg, kjer zasebni najemodajalci oddajo stanovanja, so pa najemnine višje in tudi pogoji strožji. Zdaj, prvo, kar je ta varščina, kakor si že prej omenil. Tukaj v Sloveniji nekateri hočejo minimalno eno varščino, nekateri hočejo pa tudi 3, 4 ali 5, odvisno tudi od kvalitete stanovanja. Koliko si ti mogel plačati v tvojih izkušnjah, koliko stanovanj si že najemal, pa a so bili podobni pogoji, kar se tiče varščine, ali je bilo tudi tukaj razlike? Zdaj, kakor sem že na hitro prej omenil, kar se tiče tega Praga, celo kot mesto je precej sproščeno. V bistvu kar polovico ljudi tukaj je tujcev, se pravi, je tudi nekako temu prilagojen market. Večinoma se najema od privatnikov. Razne te sklade, ki so bili prej omenjeni, pa v bistvu ponujajo samo striktno Čehom, ki so pa državljani oziroma rezidenti. Jaz pa v bistvu sem večinoma iskal razna stanovanja. Meni, kar se tiče osebnih interesov,
mi je bila na prvem mestu lokacija, na to takoj zatem cena, tako da nisem se preveč oziral na razne varščine, ampak dve varščini so skoraj standard pri vseh stanovanjih. In prej sem te slišal, da si rekel, da si varščino položil agenciji, ker v Sloveniji je tako, varščino ponovadi daš lastniku stanovanja. Ne, jaz, kakor sem rekel, jaz sem se izogibal agenciji, menil sem to kot priložnost, dve izkušnji sem imel z najemom stanovanja tukaj in v bistvu nikoli nisem rabil se ukvarjati s tem, komu bi dal varščino razen najemodajalcu. Vse je potekalo nekako preko primopredaje. To se pravi, da tudi ko se ti zapuščaš stanovanje, se potem z agencijo meniš, kako zapustiš, kdo ti vrača varščino ali pa kaj takega? Ne, vse smo naredili na podlage privatne osebe, se pravi mojega najemodajalca. Tu smo se srečali, prinesel je precej dolgo pogodbo, katero smo predhodno uravnavali, zato da je ustrezala všečnosti obeh v bistvu členov te pogodbe, oziroma obeh strank te pogodbe, in v bistvu, ko smo prišli sem, je bil prvi cilj to, da se vse skupaj posname, da smo imeli v bistvu črno na belem, na to je pa v bistvu privatnik sekcioniral vsak člen posebej, recimo kuhinja, recimo kopalnica, stranišče, če se oba v bistvu obe stranki v pogodbi oziroma oba udeleženca v pogodbi strinjajo, da je bilo vse nekako dobro urejeno. Ostalo je pa v bistvu deluje tukaj v Pragi precej na načelu zaupanja. To se pravi, dejansko ni prišlo do nobenih težav, da bi nekateri lastniki izsiljevali nekoga še za dodatna sredstva ali pa kaj takega, je vse lepo potekalo? Definitivno, mislim, jaz sem imel srečo, slišal sem tudi pri prijateljih raznih, da so imeli tudi slabe izkušnje, tudi izsiljevanja, ampak povečinoma teh izsiljevanj ni na začetku, zaradi tega, ker je ogromno tekmecev. Se pravi, če recimo bi nam on povzročal težave že na začetku, recimo že takoj, ko so prišla v Prago, preden je na razne najeme vplivala vojna med Ukrajino in Rusijo, sva imela na voljo v enem tednu sva našla 25 različnih stanovanj. To pomeni, da stanovanja so na voljo in ni tako, kakor v Sloveniji, ko ti daš stanovanje na oglas, se tako javi 30 interesentov, kateri bi radi to stanovanje dobili in potem se zbira, koga vzeti in te zadeve, in s tem tudi lahko povišuješ najemnino, nekako izsiljuješ in z varščino in z višino najemnine. To se pravi, v Pragi, kako razumem, je stanovanj dovolj na voljo? Definitivno. Ni podoben market kot na Sloveniji, mislim, kot v Sloveniji. Je pa, mislim, definitivno pa je, recimo v najinem primeru bilo tako, da so se prijavila, dejansko so naj vzeli, ker so par, ker v bistvu tukaj nasplošno ljudem ugajajo pari, ker vejo, da ne bo žurov, ker vejo, da ne bo neresnega neplačevanja, hkrati pa sva imela dobro prvo izkušnjo, ker sva našla v bistvu enega mladega najemodajalca, ki je bil tako star kot midva, in potem naj jo je on tudi lahko priporočil naprej, ker sva v bistvu bila korektna z vsakim mesecem. In zaradi tega sva bila v bistvu ena izmed 30, ki so bila izbrana za to stanovanje. Dejansko imate srečo, da ste idealen klient za to, za najeti stanovanje, ne? Kako bi bilo pa, če bi imela videla kakšno domačo žival, na primer, ali pa kaj takega? To bi bil pa že problem najverjetneje, ne? Recimo tukaj v tem primeru ni bil, ni nikjer pisalo, da ne bi smela imeti domače živali, ampak mogoče bi znalo priti do kakšnega problema, predvsem zaradi parketa. Mogoče kakšna mačka niti ne, sploh zaradi tega, ker živimo v ograjenem okolju, imamo ograde z v bistvu ograjami, ki se odpirajo na komander, se pravi daljinec, in v bistvu je veliko prostora in zelenice, da bi lahko nekdo imel žival, ampak ima pa parket pravzaprav povsod, tako da verjetno s psi bi bil problem.
se pravi, bi bilo več možnosti, da se ena škoda naredi noter v stanovanju. Ker v Sloveniji je to velik problem, ne, ker imaš domače živali, se pravi, si že odrinjen na stran, da nisi potencialno dober najemnik za najemodajalca. Jaz mislim, da bova po odmoru midva nadaljevala še malo pogovore, ker imam še veliko vprašanj, tako da se vidimo, dragi gledalci, po odmoru. Se vidimo. Pozdravljeni spet nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je Maj Berginc, javlja se iz Prage, najemnik v Pragi in danes se pogovarjava oziroma primerjava, kakšna je možnost najema v Pragi in kakšna je možnost najema enega stanovanja v Sloveniji. Tako. Maj, prej sem se že kar nekaj pogovoril, kako si do stanovanja prišel, do več stanovanj, no, zmenjal si že, si rekel, 3-krat že stanovanja. Zdaj me pa malo zanima, kakšne so pa najemnine v Pragi? Koliko velik stanovanje imaš trenutno in koliko plačuješ za to najemnine? Se pravi, jaz sem izvedel podatek predhodno oddaje, da je povprečna najemnina tukaj v Pragi 20.000 čeških kron, kar je približno 800 evrov. Se pravi, tukaj v Pragi že dlje časa ni inflacija vplivala precej na cene najemnin, že dal let v bistvu zdaj ostajajo cene približno iste. Recimo v sosednjih oziroma okrožju mesta Prage pa se ponavadi najemnino, ali pa Brnu, tudi Brnu, se pa najemnino ponavadi plačuje po 12.000 čeških kron, kar je pa v bistvu precej manj, zdaj je to približno 450 evrov. Tako da jaz, recimo moja osebna izkušnja je bila do zdaj vedno v dvosobnem stanovanju, v prejšnjem stanovanju smo plačevali 16.000 kron, kar je približno 650 evrov, zdaj v temu pa plačujemo malo dražje, 22.050, 150 v bistvu pa zraven pripada še garaža, katero smo se odločili oddajati, zaradi vele mesta nimamo potrebe po avtu, kar pa pride skupaj približno 850 do 900 evrov na mesec. Ja, sigurno je odvisno, bolj si proti centru, više so najemnine, ne? Kako pa je, rečemo, ali je to veliko tudi oddaj tukaj za ta Airbnb, za te kratkoročne najeme, ti kaj poznaš te zadeve, ali je kaj omejeno to čisto informativno? No, za Airbnb vem pa, da smo imeli izkušnje oziroma ta booking je sploh med pandemijo covida so bile cene zelo nizke, 4-zvezdični hotel se je dalo najeti tudi za 20-30 evrov na noč, kar je bilo precej noro, medtem ko grejo zdaj te isti hoteli za 500 evrov na noč, tako da so bile v bistvu kar precej strme, vzponi, strmi in padci v cenah. Kar se tiče prav tako raznih oddaj za kratkoročne, v bistvu za kratkoročna časovna obdobja nisem seznanjen, ker nisem nikoli imel te potrebe ali pa se s kom pogovarjal. Vem pa, da zadeve tukaj kar hitro grejo zaradi tega, ker je prvič veliko prebivalstva, drugič pa Praga dobiva ogromno turistov vsako leto. Tako da sem prepričan, da se hitro prodajo, sploh zdaj recimo v poletnem času zadeve. Kakšne pa so to cene takšnih stanovanj? Zdaj, ko smo ravno to, da malo spodbudim, to, kjer plačuješ zdaj trenutno kakšno najemnino, koliko je, če bi hotel kupiti takšno stanovanje? Zdaj v bistvu karkoli, če bi rekel za to konkretno stanovanje, nisem prepričan zaradi tega, ker nisem še prišel do tam, da bi se zanimal za take zadeve, ampak cene so ponavadi kar relativne z Ljubljano, no. Tako bi rekel, recimo, če gledamo neko povprečje v Ljubljani stanovanja, recimo enosobnega je tukaj približno isto. Vem, da moj brat ima stanovanje v Ljubljani in plačuje, če se ne motim, okoli 450 evrov na mesec in tukaj je neka približno podobna zgodba. To se je podobne prestolnice, imajo podobne cene, ne? Zdaj me pa zanima, kako pa je stroški? Kakšni so pa stroški, ker tukaj v Sloveniji poleg najemnine seveda plačuješ tudi stroške, ne? Vse, elektrika, voda, vse te, kar je, potem nekateri zahtevajo tudi plačilo rezervnega sklada, nekateri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker je gotovo v Pragi davek, a ne? Kaj pa ti plačuješ?
No, v bistvu cena, nisem se prej popolnoma razjasnil, cena, ki jo plačujem, teh 850 do 900 evrov, to je vključeno stroški. Jaz v bistvu sem zaprosil pri svojem najemodajalcu, oziroma tako imamo v dogovoru, da on skrbi za vse, da nas do 3 mesece prej obvestijo o kakršnihkoli spremembah, in stroški tukaj niso precej visoki, v bistvu plačujemo edino za elektriko je možnost spremenitve, če se recimo okoli konca leta ugotovi, da smo prekomerno uporabljali elektriko, potem v bistvu se konec januarja, februarja zaračuna dodatno, drugače pa plačujemo neko približno mediano vsega tega skupaj, in večinoma ne dosegamo potem teh stroškov pri elektriki. Drugače so pa definitivno precej nižji kot v Ljubljani in to se tudi potem pozna na ceni. Zanimivo. Pa ogrevanje, na primer v zimskem času, tukaj so visoki stroški, raven tudi kar se tiče ogrevanja. Kako to dobivate? Imate plin, imate svoje ogrevanje ali to so toplovodi? Kako v tem trenutno, kjer si? Ja, trenutno, kjer imava toplovodno ogrevanje, in sva v bistvu v modernem bloškem kompleksu, tako da v bistvu vsi stanovalci plačujejo približno isti znesek. Kakšen točno pa je ta znesek, pa ne vem na pamet povedati, zaradi tega, ker smo se dogovorili z najemodajalcem, da nam vse skupaj poračuna kot eno enoto. To po eni strani veš, koliko boš plačal naslednji mesec, mislim vse mesece, in je to res kar zanimivo. Te prakse ponovadi v Sloveniji ni, ponovadi v Sloveniji plačaš najemnino, potem pa dodatno še vse stroške položnice, ki prihajajo mesečno, da se plača. Tako kot sem rekel, da dejansko kdaj najemodajalec prevali tudi stroške, ki bi jih mogel on plačevati, to se pravi vzdrževanje same stavbe, pa te stvari, to gotovo v Pragi ne plačuješ, ne? Ne, v bistvu plačujemo tukaj večinoma samo nek dodaten strošek, zato da smo del te bloške skupnosti, zaradi tega, da se, kot pa imajo tudi vsi bloški kompleksi, zato da se recimo ravno zdaj so renovirali vhodna vrata in smo dobili vrata na čip, prej smo imeli na ključe, imamo tudi en ključ, ki odpira v bistvu vsa vrata, kar je tako precej zanimiv sistem. Hkrati pa predvsem je odvisna najemnina tu v Pragi od tega, v katerem distriktu si, ne samo koliko blizu mesta si. Saj mesto Prage v bistvu je naravnano kot v neki obliki polžje hišice, se pravi 1, 2, 3, 4, 5 in tako gre vse naprej do 20. Zdaj odvisno od tega je, v katerem distriktu si izbereš stanovanje, relativna s tem bo tudi cena. Zdaj mi je nekaj šlo, a obstaja tukaj v Pragi tudi kakšna lista dobrih in slabih najemnikov? Si se kaj srečal s tem, na primer, da je kakšna lista za reference ali pa kaj takega, ali to kaj zahtevajo, ali to ni nič, samo. Mislim, recimo zanimiva izkušnja je bila to, da ko so se selila prvič, je dejansko ni bilo nobene zahteve po preferenčni listi, čeprav sva jo ponudila. Ne vem, če obstajajo prav kakšne liste slabih in dobrih najemodajalcev, vem pa, da na tej strani, kjer sva midva kupovala oziroma iskala neke dobre cene, se plačuje članarino ravno zato, da oni vzdržujejo nek red, in v bistvu lahko se vidi in ocene in interakcije in tudi da se zaprositi za prejšnje pogovore z najemodajalcem in recimo prejšnjimi strankami, zato da se nekako dobi občutek, a je to bilo to ali ne. To pomeni, obstaja ena organizacija ali pa en klub, bi rekel, kjer se združujete dobri najemniki, in zato nekaj plačate, ampak imate potem ene bonitete pri iskanju drugih stanovanj. Tako. Zdaj pa zanima, kako pa sam lastnik stanovanja pregleduje oziroma preverja, da dejansko uporablja stanovanje tako, kot sta se zmenila? Pri nas je že spet
Tako, mislim, recimo, ne vem, zdaj imam res ogromno srečo pri tem, ampak pri nas je res precej načelo zaupanja. Na začetku je bil seveda gospod precej strog, omenil nam je, da če bomo zamujali, da se bo večkrat oglasil, ampak glede na to, da je precej zaseden, da veliko potuje, da v bistvu veliko skače naokoli, je dejansko bilo vedno do zdaj na podlagi zaupanja vse skupaj. Se pravi, ker sva bila korektna in točna s plačili, v bistvu vsak mesec do zdaj ni niti enkrat prišel nenapovedano ali karkoli v tem kontekstu. Vedno se najavi, če karkoli želi priti pogledati, ampak tudi nekako daje vtis, da si ne želi preveč interakcij. Tukaj v bistvu sem odkril, da vse nekako želijo, da poteka kar se da avtomatsko. Tudi recimo zdaj na zadnjem dopustu, ko sem bil, vedno bolj se te zadeve premikajo proti avtomatiziranim sistemom na način, da na zadnje, ko sva najela stanovanje v tuji državi z Airbnb-om, ne samo, da prejmeš kodo, katero vtipkaš, da dobiš ključe, vse nekako tudi poslovilni sistem poteka avtomatizirano. Vmes samo pride čistilka počistiti, recimo, če želiš, če to potrdiš v aplikaciji, tako da v bistvu vse zdaj zadnje čase vedno bolj proti tej elektroniki rine. To se pravi, zaupanje se je vzpostavilo in eden do drugega in zadeva funkcionira. Dragi gledalci, zdaj se bomo vrnili čez nekaj minut in nadaljevali s najnim pogovorom. Lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom, še vedno z mano Maj iz Prage. Maj, zdaj bi pa mene nekaj drugega zanimalo, ko si podpisal pogodbo, ali so tukaj to najemno pogodbo, ali kakšne so tukaj dobe, za katere najemaš, ali ti to določaš, ali to določa najemodajalec. Zakaj to sprašujem? Ker v Sloveniji, če ti najemaš pri zasebnem lastniku, ponavadi zahtevajo, da se pogodba sklepa za 1 leto, a ne, potem pa se to naprej podaljšuje, če vse tako funkcionira, kakor je. Kako je pa to v Pragi? Se pravi, v mojem primeru je zadeva precej podobna. V pogodbi piše, da se pogodba avtomatsko renovira oziroma nadaljuje, če sta obe stranki zadovoljni, če ni kakršnega koli pisnega posega oziroma želje potem, da se zadeva spremeni, v bistvu pogodba ostane ista in se z aneksom podaljša še za dodatno leto. Tako da pravzaprav je stanovanje na tujčevski policiji prijavljeno z letom na leto in tako se pogodbo tudi podaljšuje. Zdaj, to je celo tako avtomatizirano, da v bistvu sama pogodba takrat, kadar se podaljša, se pravzaprav nič ne spremeni, nič novega se ne zgodi, nič ne potrebuješ nekakšnih dokumentov ali srečanj. Sicer imamo dogovor v našem primeru, direktno imamo dogovor, da vsako leto enkrat pride pogledat stanovanje, zato da vidi, če je še vedno v takem stanju, kot je bilo, ampak drugače pa sva sama zaprosila za aneks, ki ga pa v bistvu ne podeli avtomatsko. Kje pa to pogodbo podpisujeta? Ali se to podpisuje pri odvetniku ali v agenciji ali mogoče pri notarju? Kje se to podpisuje, ta pogodba in aneksi seveda potem naprej? Kdo sestavlja to pogodbo? Sestavimo pogodbo skupaj. V bistvu smo skupaj sestavili pogodbo s privatnikom, nikakršnega odvetnika ni bilo vpletenega, podpisali smo jo pa kar tukaj v stanovanju. Pa nič se ne overja pri notarju ali pa kje to pa? Ne, ni bilo potrebe. Precej sproščen sistem je. Daj mi Maj povej, kaj pa, če ti ne bi plačal najemnine? Kaj se pa zgodi potem? Ker tukaj v Sloveniji imamo to težavo, da ko nekdo ne plačuje najemnine, moraš svojo pravico izterjati na sodišču, a ne? Se pravi, moraš prvo dati opozorilo, da nekdo ne plačuje, potem pa, če še vedno ne plača, ti vložiš zahtevo, to se pravi tožbo na sodišče. Zdaj, če imaš podpisano pogodbo v notarski obliki, zato sem prej sprašal, kje se podpisuje pogodbe, potem imaš to direktno izvršilno, svoje terjatve ni treba dokazovati. Če pa imaš podpisano navadno zasebno listino, se pravi pogodbo, ki si jo izpolnil sam, moraš pa prvo s tožbo dokazati to terjatev, potem pa šele postopke izterjave. Kako je pa to v Pragi, recimo, če ti ne plačaš najemnine?
Se pravi, nimam lastnih izkušenj z zamujanjem ali pa v bistvu kakšen je postopek, če te vržejo ven, niti niso moji prijatelji tega česa podobnega doživeli. Vem pa, da nas je opozoril prvi in drugi najemodajalec, da v bistvu, če ne plačujemo takoj brez opozoril, sledijo penali. Kot sem že omenil, se pravi, res je podlaga na zaupanju. Tudi recimo se mi je zgodilo, da sem imel težave z bančnim računom, je bil blokiran za 14 dni, ker sem ga takoj obvestil o temu in se opravičil in rekel, da bo v bistvu eno plačilo pozno, v bistvu pa konec koncev sploh ni bilo. Je rekel, da to sploh ni nobena težava in da kar v miru naj rešim zadevo, da mi zaupa. Sicer pa v bistvu obstajajo penali, obstajajo 3 opozorila. Prvo opozorilo se plača, mislim, da 20 evrov, drugo opozorilo 60 evrov, naslednje opozorilo je bilo 250 evrov, kasneje pa v bistvu se takoj banka usede na stanovanje. Kakor pa sem seznanjen, se pa v bistvu pri teh zadevah v Pragi vmeša mestna policija, saj Praga ima v bistvu 2 sektorja na policiji. En je sama policija, ki se ukvarja z težkimi scenami, v bistvu, kot so razni umori in podobne zadeve, in potem mestna policija, ki v bistvu služijo pri nas kot redarji, ki imajo veliko več pravic. To se zelo lepo sliši, ker tudi pri nas bi mogli kaj takega biti, potem bi pa tudi najemi boljše funkcionirali, da bi mogoče en del ne izterjave, ampak teh opozoril prevzeli ti mestni redarji, na primer, tako kot slišimo v Pragi, da je to policija, ki ima ta del policije, in bi bilo mogoče tudi lažje. Saj to smo že slišali v tujini, tudi v Ameriki pride šerif in te izseli stanovanja, če ne plačuješ. Tukaj imajo pa problem pri nas je, na primer v Sloveniji, je to počasno delovanje sodišč. Saj, če bi sodišče to naredili v enem mesecu, da se to spelje, potem bi bilo to enostavno. Tako pa lahko take stvari trajajo tudi leto, 2, med tem časom se pa dela škoda v stanovanju, in pa izguba zaslužka, vse to, Zato je pa potem pri nas ta najemniški trg ni tako, bom rekel, razvit, sploh ne iz strani fizičnih oseb, zasebnih najemodajalcev, ker se določeni bojijo oddajati v najem. Seveda, saj če ti narediš vse postopke tako, kot je treba, si tudi zavarovan, ampak še vedno na koncu si odvisen, če pride do neplačil in nespoštovanja pogodbe do sodišča, ki je pa počasno. Zdaj to se pravi, vidimo, da je v Pragi to majčkeno boljše funkcionira in je potem tudi sami najemniki se ne poslužujete kakšnih stvari, da pa ne bi plačal. Prvo, kar je, dobiš prav hitro kakšnega policaja na vrata, in pa banko. Drugo pa je, da si v tistem klubu, kjer plačujete članarino, kot dobri najemniki dobiš sigurno črno piko. In potem je težje dobiti drugo stanovanje za dobro ceno, na primer. Tako. Ja, zdaj, Jan, me pa še nekaj zanima. Zdaj, kaj pa, ko ti prideš v stanovanje, zdaj oprema noter, kako so to, kakšna kvaliteta je teh stanovanj, kako so to opremljena, ali to popišete, ali je to, kdo nadzoruje to, mislim, kaj ti vzameš v najem, ali to... Se pravi, recimo, jaz sem imel pa pri tem precej slabo izkušnjo. Prejela sva v bistvu zdaj sploh to drugo stanovanje, v katerem že dalj časa živiva, sva prejela v precej, mislim, tako navidezno dobri kvaliteti, ampak kasneje slabi. Že v prvih 2 mesecih so se začele pojavljati težave, sicer nobena od težav ni bila tako velika, da bi to povzročilo, da bi se preselila, predvsem lokacija nama je tudi izjemno všeč. Ampak imela so pa težave na balkonu z ploščicami, ki so se premikale, ena je delovala, kot da bo padla dol z balkona, in te kamene ploščice v bistvu je rabo priti najemodajalec takoj zamenjati, ampak je pa, moramo dati, bil vedno korekten. Kadarkoli, če mu napišemo, se vedno javi, tudi prišel je prej z dopusta, zato da nam je pomagal te stvari zrihtati, dopolniti, kakorkoli že, in v bistvu pride pogledati v roku enega tedna
v bistvu kvalificirano osebo, ki nam pa te zadeve zamenja. Je pa dejstvo in je tudi res, da je tle večina pohištva iz Ikee, kar se pa potem tudi na dolgi rok pozna, recimo stanovanje, kot sem omenil, je staro 8 let, kar pomeni, da razni predali in kavči se precej obrabijo po nekem času, ampak že spet potem pride tu to načelo v bistvu zaupanja, če se dogovorimo in sploh glede na to, kako visoka je pač najina najemnina, ker je nadpovprečno visoka, nam zadeve zamenja brez vprašajev, brez kakšnihkoli komplikacij in karkoli, če je problem. Recimo klimo nama je dobavil, ko so ga prosila, postelja je bila precej nizka, se pravi, smo dobavili vložek oziroma nadložek za posteljo in sploh ni bilo nobenih težav. To se pravi, Maj, ti vse težave reklamiraš direktno lastniku. Tako. In lastnik poskrbi potem, da se vse uredi, koliko je potrebno. Ja, in obem stranem se, kot omenjeno, splača sodelovati na kvaliteten način, zaradi tega, ker, kot prej omenjeno, ste super povedali, da v bistvu, če se slučajno najemnik ne obnaša korektno, potem dobi črno piko na tej strani, kar pomeni, da so razne ustanove obveščene o tem, kar pomeni, da ima velike težave najeti naslednjo stanovanje in če v bistvu tudi obratno, če bi zdaj midva šla in prijavila najemodajalca, v bistvu bi on zelo težko prišel do ali nekih kvalitetnih cen za svoje stanovanje, bi mu zbijali ceno, ali v bistvu bi bilo označeno, da je nekorekten, da je nespoštljiv, da ne komunicira dobro in podobno. Se pravi, najboljše, da je dobra kemija med najemodajalcem in najemnikom in potem vse funkcionira. Dragi gledalci, drage gledalke, prišli smo do konca današnje oddaje. Maj, vse najboljše v Prago in želim ti prijetno bivanje tam, pa čim prej spet pridi nazaj k nam v Slovenijo. Ja, nasvidenje. To je to.